Za mano je tale velik bojler, ki ga bomo danes predevali v kuriše, oziroma v žar. Pojmo, ko mi čakam. Pada! Takle fis kuriše, pa še orang švac aparat zraven dobiš. O, živjo! Bo, doktor Cipek. Kaj dej? Ja, neš bo, kva imaš zdaj to tle? Ja, kva, se si videl kva? En bojler star. Tole imamo za pospraviti, pa smo se pa spomnili, bomo kuriše naredili, a ne? A je to, da ne za nas smetiše, ampak da se... Da za nas smetiše bomo nekaj koristno uporabili, pa še naše te nove aparate, plazme bomo zrezali, predstavimo, pa še malo CO2 bomo predstavili, varenje brez CO2, z polnjeno žico. To se pravi mik pa mak pa... Zanj si z elektrodo veril, danes boš pa še stručko za CO2 ratu, pa za plazmo. Se lih to sem hotel, vsem so me pod komentarjem spraševali pa to, da ne probam še malo ta mik pa mak, ne samo na elektrodo. Pa imaš kaj cajdoš, kaj pomagal? Ja bom, se ko pa imaš to deva, to bomo hitro slikali. Ja, tole moramo malo ulušiti, pa bomo pa videli, prevrnemo, pa bomo pa morbiti že začeli rezati. A imaš meso prištiman? Meso. Meso, da ima gor vrgli poj. Stis bolj z razga konca, šti še dober meso prinesel. Ja, boš že kakšne bifteke gor vrgli. Bomo, nekaj bomo zakrili. 12 seconds later. A se bo trgal? Ja, direkt se bo trgala. A ja, ma navoj tamle. Ja, ma gvint. A imaš dobro šajbo, da boš tole odbu? Dobro šajbo, pa še rezervno imam, vse tele šajbe pa tudi mi prodajamo. A res je kva? Ja. Evo, pa smo naredili nekaj že. Prva cev je šla. Prva cev je šla. O, Jure, pozdravljen. Evo, živo. Živ. Sem lih pripravil klele, že spet aparate zate. Pravilno. Vzaj nas ko fam porazložil tiste MMA zadeve, kva grejo dan še na mik pa mak. Ja, najbolj, nekaj smo se že zanj že dotaknili teh aparatov, tudi kjer so bestselleri, pa grejo malo čez vse modele, malo funkcionalnosti primerjava. Ti, kva če mi povedal sploh, kva je razlika med mik pa mak? Ja, v bistvu vse tele aparate, ki vidva, razen tegale Fluxa, je v bistvu lahko varimo tudi s plinom, mik ali mak postopek, in sicer to je odvisen, kako sam plin reagira s kovino. Imamo metal inert gas, to je mik postopek, in pa mak postopek je pa metal active gas. In sicer mik, to se vari z argonom ali pa helijem, mak postopek se pa vari s CO2 ali pa z mešanico. Vsi premorejo Flux in pa vsi premorejo po MMA, to, kar smo že v prvem videu naredili. Imamo tukaj še enega malo posebneža, je pa v bistvu naš najbolj napreden mik aparat, in sicer tudi tega bomo tekom videa največ uporabljali, pa bomo tudi malo bolj detaljno povedali, malo več o njem. Prele si omenil Flux, to je verjetno tisti plin že v žic not, a ne? Tako je, to je pa v bistvu polnjena žica. Pri samem varjenju nastaja ta obločen plin, ga nekako uvrščamo v ta mik segment, in je veliko bližji predvsem zaradi načina dela, zato ga imamo tudi danes na mizi. Sem ko pa recimo, preko se to pa čisto enostavno, pa tisto žico kupiš, ne rabaš ne plina, ne nič, ampak kje so tam pa minuse recimo? Pri samem Flux varjenju nastaja več žlindre, zvar, ki ga naredimo, je treba malo bolj obdelati, tako da to se uporablja bolj za kakšna taka manjša, neestetska popravila, je pa seveda veliko bolj uporaben tudi na samem terenu, ne rabaš zraven še plin. A kaj pa hitrost recimo varjenja, greš pri Fluxu kaj počasneje, to nima... Nima to toliko veze tukaj, bolj je ta, kakšen zvar pride ven, pa tudi, a res rabaš imeti zdaj strogo estetski zvar, ali rabaš sam nekaj, da drži, ker tudi po Flux načinu, ko se vari, bo to močen zvar, mogoče na pogled ne bo to klep, ampak bo naredil svoje. Tako. Kaj pa tale funkcija, Synergic? Ja, vsi te aparati, ki jih tukaj vidva, so tudi Synergic aparati. To v bistvu pomeni, da veliko enostavnejša uporaba, tudi za neizkušene varilce. V bistvu nekdo, ki začne variti, nastavi debelino materiala, ki ga želi obdelati, debelino žice in pa plin. Ta funkcija nastavi vse varilne parametre, da bo zvar čim bolj optimalen. Konsistenca zvara večja, veliko hitrejša v bistvu uporaba, ne rabaš iskati pa probavati nastavitve. Programska optimizacija. Tako, to je ena pamet. Sem zadnjič rekla, da je to ena pamet aparatov in to je v bistvu Synergic način. Imamo tako fletne tle postavljene, ko češ pa pogledati od enega pa do drugega, da vidimo malo razlike, pa funkcionalnosti, pa to pa da človek malo je, za kaj se odločiti. Najbolj, evo, kar stopva.
Evo, predstavitev bi začel z neko vstopno točko za mik varjenje in sicer varjenjem na fluks način, torej brez plina. Aparat ponuja zadost varilnega toka za vsa domača opravila, je enostaven za uporabo in pa najcenejša opcija za nekoga, ki bi rad nagradil svoje znanje elektrodnega varjenja. Drugi v vrsti je varilni aparat MIG 160R, to je naš absolutni bestseller, je cenovno dostopen, kos vsem domačim opravilom in zaradi svoje Synergic funkcije tudi zelo enostaven za uporabo. Gre pa za pravi MIG aparat, kar pomeni, da se z njim lahko vari z mešanico kot tudi s CO2, v njega pa lahko spravimo 1 kg kolut žice. MIG 160RS, nadgradnja MIG-a 160R, ki premore iste karakteristike glede varjenja, ima pa izboljšan gorilnik in sicer z Euro priključkom, torej to je nek standardni priključek MIG gorilnikov, se lahko potem kupi tudi gorilnik z daljšim kablom, v njega pa spravimo tudi 5 kg kolut žice. MIG 225 SIN, to je 225 amperski varilni aparat, ki ponuja še bolj dodelan Synergic način, s tem je v bistvu varjenje potem še enostavnejše, varilec izbere plin, s katerim bo varil, varilni tok in debelino žice, vsi ostali parametri pa se potem sinhronizirajo na nastavitev, ki ponuja najbolj optimalen zvar. Poleg tega pa lahko varilec izbira tudi med dvotaktnim in pa štiritaktnim načinom varjenja. MIG 185 CMT, naš najnovejši in pa najbolj vsestranski varilni aparat. Z njim dobite kar 7 aparatov v enem. Z njim lahko torej varite na elektrodni način, lahko varite na fluks način, MIG-MAG, ima funkcijo Synergic, z njim se lahko reže, lahko varite po tik postopku. Predvsem tukaj je zelo pomembno izpostaviti, da poleg klasičnega lift tik postopka ima tudi hive tik, tako kot naši najboljši tik aparati. 185 amperov bo več kot dovolj za vse, kar se potrebuje, prav tako pa 45 amperov moči za rezanje lahko odreže tudi do 12 mm debeline. Potem imamo v ponudbi tudi MIG 210DP, torej če je MIG 185 CMT najbolj vsestranski, je pa MIG 210 naš najbolj napreden MIG aparat, ima velik LCD zaslon, ima funkcije kot so puls, double puls, tem je namenjen tudi varjenju tanjših pločevin, saj se zaradi pulznega načina torej varjenec ne pregreva, s tem se tudi ne krivi. Poleg dvotaktnega in štiritaktnega načina ponuja tudi funkcijo točkovnega zvara. Poleg tega aparat ponuja veliko prednastavljenih programov glede na plin, varjenec in debelino žice. V aparatu lahko nastavite predpih, zapih in še veliko drugih nastavitev. S tem pa je v bistvu namenjen tudi kakšnim bolj naprednim uporabnikom. Potem pa imamo tukaj še varilni aparat MIG 250S, ki sodi med močnejše aparate v naši ponudbi. Uporabniku pa ponuja kar nekaj moči na rezervo. Tako kot boste videli na našem projektu, da je 185 amperov več kot zadost za vse, kar rabimo. Ima pa ta aparat še polno Synergic funkcijo, kjer varilec izbira med plinom, debelino žice in debelino varjenca. Ponuja dvotaktni in štiritaktni način varjenja. Prav tako pa ima tudi dvojno gnan pogon za žico. To pa v bistvu v praksi pomeni, da se žica veliko lepše poda. Je tudi veliko bolj primerno, da se lahko lažje tudi doda 4-metrski ali pa 5-metrski gorilnik. Imate pa tak podoben pogon tudi MIG 210DP in pa MIG 185 CMT. Bi ti pa rad še povedal pri temle modelu, kjer ga sem lihkar razlagal. Tole je njegov predhodnik MIG 250, dolga leta naš bestseller. Smo ga pa zdaj v bistvu malo faceliftali, posodobili, mu dodali funkcijo Synergica, zato je tudi oznaka MIG 250S. Je pa mašina ista kot ta, torej sam, da je malo bolj dodelana. Ne? To se pravi, ti je bil pol paraden konj. Tako, dolga leta paraden konj, z nami je že več kot 20 let, zdaj pa počasi prihajajo malo mlajši modeli. Kako pa je to z garancijo, recimo? Lepo, da si omenil, je tudi v bistvu klasična garancija 2 leti, poleg tega pa mi nudimo tudi komercialno garancijo. Zdaj v septembru smo rolali tudi v Sloveniji, da je brezplačno, tudi torej v Sloveniji na Hrvaškem. Torej velja 2 leti klasične garancije plus 5 let, skupaj 7 let garancije. Teh podaljšanja je pa v bistvu garancija na močnostno pa kontrolno ploščo, ki je znotraj aparata. No pa najbolj, da greva kar ven, z odcepka naprej gor delamo. Ja. Tako, akcija. Pada! Padel. Tole moramo mi še pritrditi. Da ne vse cigomigu. Tako je, rezali bomo pa s temle aparatom. A švas aparat pripeljal, da bomo... Kakšen švas aparat, to je multifunkcijska naprava, 7 v 1. A ja, se res, ja, to je bilo prej govoril. Zrak je že priklopljen, fajn je, da imaš še 6 barov vhoda, vzad je pa še pripravna grupa, ki fino nastaviš tiste 4 slabe bare za tole plazmo
Če pa poraba zrak, pa enofazen štrom. Zrak pa enofazen štrom, pa je to. 45 amperov je največji tok rezanja, s tem režemo lahko do 12 mm debel material. Mi bi lahko, glede na to, da imamo 4 mm debelo cisterno, dali tudi manj, sam bo šlo bolj počas, tako da bomo mi kar z malo večjim tokom potegnili, da bomo hitreje odrezali, pa da zdrž ne ujame, pa da malce ne zamudimo. Točno to, pa kar nažga na 45. Ja, kar daj. Kaj sva nacentriral tole linijo? Ja, lej, majo je treba, če hočeš, da bo lepo. Začeli bomo klele, ki je že spucan, ki je tenek material, bo lepo prebil. Če bi bil deblejši material, je pa fajn, da luknjico zvrtaš naprej, da ne prebijaš, ker ti pol nazaj meče v šobo, pa še potepleti. To se pravi, če je debel kar lukno, da je čist pride tista reč. Lukno pa da na luknji začneš. Klele imam še zaščitno masko, je nastavljena na rezanje, na kat. Pritisneš, držiš in lepo počasi vlečeš. Zdaj, če bi imel odprt material, bi lahko gledal, mora ogenj dol leteti. Čim začne ogenj se dvigovati, ta spodnji takole po koncu prehiter režeš. Tole pa kar fajn šibaš. Fajn. No, da ga pa obrneva. A boš kar ti probo? Ja, daj bom jaz mahar, da vidim. Takole, no, pa začni. Pa kar vleč, lahko malo hitrej. Boš videl, ko nazaj usekal, je pa prehiter. Mečkam dol pištolo spust, nimaš pod pravim kotom. Še malo jo lahko dol spustiš. Zdaj pa ne deli koraki, se prepogibi, ker če ne boš zatresel se. Ker noš mogel več, pa še naprej porinila sod. Kaj sem naredil? To bomo pol videli, če v stran padel. Pa je kar dobro videti. Ja. Drž. Tudi poljo reže. Malo je osekal, da pa bomo videli. Ne, ni. Aha. Drezan. Ne, na koncah je malo levšne, ene pa malo slabi. Ja, zdaj to je težko takole, veš. Veš, kle imaš pa tole škalo do znotri, to je zelo krhka, moraš paziti, da oči ne odleti. Jaz sem takole skladbam. Kaj daj pojde, kakšna je situacija? Ja, situacija. Nekaj smo že preštimali naprej, malo spucali, da bomo lažje prešvasali. Tlele smo že eno ploščico prešvasali, eno bo treba še odrezati, zakler na to stran. Spodnji smo zaprli, rob smo že pobrusali, noge smo preštimali. Na en stran so pod kotom pa rezane, da jo malo ven stale. Žar bo imel 3 noge, je najbolj stabilen. Tole odrezati, kar še manjka, da pol plazmo pospravimo, Ja, pa greva švasati. Najbolj, sem vidim, da šablone že imaš, bom še jaz kakšnega odbu. Šablone že imam, lej, pa bo pa tole eno nogo podlogo odrezala. Edin masko mrabo. Masko boš vzel, ja. Pa še zrak bo treba, ne? Ja, zrak bo treba, lej, pa bomo kar tale kompresor, ki je tudi v našem prodajnem programu. A to je tudi vaš? Tudi naš, ja. Bresolni. Koliko je 35 litrsk? Ja, pa probi z enim šusem, če ne tako pa okoli. tako okoli, ja. Ja, neč, daj pa malo popikati, pa malo pošvasati. Ja, zdaj bomo pa kar tele komade, ki smo jih odrezali, jih bova kle noter upasala pa prepikala, ne. Bo kar s temle migam 160 ER. A je s fluxom? S fluxom je tudi naš najbolj prodajen aparat za hobi, da se pa tudi dosti fajn stvari narediti. Ni čisto samo hobi. No, Pa midva dele žico naštimala. to se pravi, tle ima že žico, ima že tisti klin, tako rečeno žic not. Zaščita je že v žici, polnilo. Morava zamenjati polariteto, varimo z minusom na pištoli, pa plus je na masi. Za katero žico bi pa bilo takole v redu, kolikor je že... Za vse polnjene žice, v glavnem, ko pa variš iz CO2 žico,
izvacem, takrat je pa plus na elektrodi. Tale žica je pa zelo žilova, takole hoče leteti, zato moraš zelo paziti, da se ti ne odvije. Dobro je. No, zdaj moraš pa klele pa gledati, da ga v torček noter ujameš, a ne? Da ni povrh. Sicer bova hitro videla, kaj bo pritisnila. Evo, žico že lepo podaja. No, pa jo imamo zunaj. Koliko bo zdaj nastavitvene štelo vam paražo pa te zadeve? Glede na to, kakšno žico imava, to bo 80 amperov. Pa tale balans za začetek na sredino, a ne? Če kaj že ta balans? Pa videla. To je razmerje med napetostjo pa pomikom žice, a ne? Da ni premalo žice, pa ne preveč. Pa še en podatek je, vari se v smeri desno, tako kot bi z elektrodo varil. Ne ostajati izvar pod roko, ampak pred tabo. No, zdaj bova pa najprej probala, če je aparat dobro nastavljen na enemu komadu. Bo kar v redu. No, zdaj bomo pa kar pripikali ploščico. Le, če imamo malo veliko reže, ni dobro skozi variti, je bolj čist kratke zvare, po sekundo, dve, in boš lepo zapolnil luknjo, ne? Aha, to se pravi nekaj držati. Nekaj držati. Se drži že, lej, sploh noče venjati. Zdaj probi kle, sam sem v šupeku, više kakor toliko poravnan. Zdaj boš pa klele vmes pripikal, a ne ti. Ja. No, a ti je šlo? Ja, tiste luknje imamo težje zaflikati, no, ampak... Ja, glej, to je tako, glede na to, da sta prvič s fluksom varil, skar dobro naredil. Vse imamo bolj pobrusili, pa bo. Tako je, imamo malo pobrusili. A da še aparat zamenjava, še na CO2? Ja, še na CO2, imamo še kar dela. No, pa kar dajva. Tole po varjenju malo žlin razvar ostane, to je tako, kot z elektrodo varil, zato bomo pa tole malo pobrusili, pa gremo pa naprej te drugo luknjo še zafilati. A še na temu koncu je treba pobrusiti, pa bomo brusili bolj na koncu, vse skup. Tako je najbolj. No, zdaj s temle 160 ERN smo zaključili, lahko bi tudi žico zamenjali, dali žico noter, isto 0,8, priključili plin in bi varili, ampak bomo zdaj za naprej kar tale aparat vzeli, ki imamo že vse naštiman. A se s tem smo pa prej rezali, ne? Ja, s tem smo pa rezali, s tem, da zdaj sem ga že preklopil na mik postopek, že amperažo naštimal, pištolo imamo klele v ročki not. Kakšne smo nastavitvene štele vdaj za takle teren? Ja, to bomo tam za na 90 amperi bomo varili, ne. Po moje bo kar ta prav, 3 mm je tale material debu. Zdaj ima pa tale aparat še kar nekaj nastavitev, a ne. Nastaviš razmerje tok napetosti še lahko posebej, nastaviš, kako hitro naj žica spele, da ti ne bo material udarila, nastaviš predpihavanje plina, pa na koncu zakasnitev plina sekunda, toliko, da ti majčken zvar ohladi, a ne. Potem ima pa še varianto dvotaktno, štiritaktno, to pomeni dvotaktno je, da moraš tipko na pištoli skozi držati, pri štiritaktnem jo pritisneš, jo ne rabiš držati, variš, ko naslednjič pritisneš, ugasne, potem imaš pa še časovno lahko nastaviš, a ne, sekunde, koliko cajt naj vari, a ne. Bomo to kar na roko delali, gremo na klasično dvotaktno, ostalo je že kar pravilno nastavljen. Pa lahko tole podložno maso odmaknemo. No, Klemen, a boš ti tudi malo probo? Najbolj. No, pa da vidim, če je drugačka pa fluks. Malo bolj poje tisto. Malo bolj poje, ja, pa bolj čist varje, a ne, ker ni nič lindre. Tu si pa klepa še več lufta, kot pa prej. Ja mislim, že bo šlo to meni. Bo. A malo levo pa malo desno? Malo levo, pa prišla si pa malo desno. Pa prekinu vmes malo, pa bo to.
V pravici povedano je to čist druga pesem. Ja, pa s videl smo imeli kar ene 3 mm režo. Ja, to je Pa jo je lepo zalil. zapira kaj nič. Ja. No evo, tole sem pa malo bolj zaflikal, kot pa ta prejšnjo rundo. Ja, bolj, saj sem rekel, lažje gre z žico s plinom, a ne. Res bolj deva, no se strinjam. Pa pripravimo mi noge, da saj tole posodo na noge postavimo, da v nekaj izgledala, ne. Tako. Pa tole ploščico malo pripela, da se nama ne bo odmikala. Ti zdaj klele nogo malo prijel, takole malo v center, jo bo 4krat pikala. Tole malo amperažo moram zdaj dati večjo, klele nimamo toliko reže. Bo vsak eno nogo pa da vidva, kdo bolj naredil. Ja, prav. O, Madonna, pa. Zdaj pa na nogo, pa ti pripikal. Ja, bom pa jaz držal jo. No daj, da vidimo. Pa da moš dobro držal, da me ne boš še natehnil. Ja, bom dobro držal. Dobro je. Stav. Če pa tole ne držal, pa ne vem. Tole pa držal tako, da kar ni res. No, da Mama, pogledamo zdaj boš šli razliko. pa naprej, a ne. Je pa tako treba to, da bo lepo je treba malo pobrusiti. Drži pa. No, viš, za noge rabimo pa na 120 stopinjah dati. Jaz sem si že naprej tele rise pripravil. Tule bomo eno ploščico dali od roba, da bojo noge približene enako od roba. Tule gor boš pogledal, da je vaservago takole pa takole. Jaz bom pa piknil. Star, je to čist profi narejen. Ja, Tale je. zdaj pa drž. Ta je že pripikana, zdaj greva pa na naslednjo. Drugač ti pitop. Kaj praviš? No, zdaj bomo pa še notranjo rešetko naredili, klele sem že jaz pripravil, da bo za pršvasati, zdaj se pa kar k aparatu premaknemo. Jure je prej pravil, da so ti aparati Synergic. Zdaj me pa zanima, kako ne jaz zdaj to nastavim. A bo on to sam poj videl? Ja, to pa zdaj prilagodil. bova takole šla, poglej. Mava 0,8 žico, kar probi boš malo zaokrožil po meniju. Ja, vidiš, zdaj pomikaš, zdaj ti utripa milimeter žica, mi dva imamo 0,8, kar na 0,8 pej, to je to. 0,8. Potem bomo varili z miksen, to je že, lahko se premakneš dol, kar pej, da vidiš, tole izbereš se pa postopek, tudi ja, predne so storitve parametri, določijo. zdaj pa kar na miks nazaj dej. To, tlele boš nastavil 4 debelino. Ja, A to, koliko je pleh debu? to je glede na žico 8 mm, je glih prav, pa glede na to, koliko je pleh debu. Tlele imamo pa vidiš tole urco, to je pa nek balans, ki nastaviš pol spet ta razmerje med pomikom pa med močjo. A to je kao, da 9 metrov na minuto podaš žice? To je 9 metrov na minuto, pri napetosti 21,9 V. A to pa ta Synergic, da je pač gan, da on to Ja, sam to pa program Synergic bo uravnava? sam, zdaj če ti bo prešvoh, boš samo en parameter spremenil, recimo, vidiš, spremeniš en parameter, ostali se bo pa sam nastavil, Ja, se pol v bistvu glede čisto na simpel. izbrane, čisto simpel je, ja. Mislim, da se bolj poigraš, če te likaj Malo se poigraš, če te nagaja, bova probala, kako sva nastavila. Po mojem, da dobro poje. Evo, je zapel, tako je treba. Boš pogledal švas, Da vidimo. samo da ga noš lato, jo roč. Ne, ti pa ne, tale je pa lep. Ja, veš, to sva pa tudi vogal pustila prazen, Da se sva vogal razvije. zalila, a ne. Ja, se že to Ne pozna, rabimo ne? zdaj skoraj nič pobrusiti.
Evo, zdaj si videl, okvir sem že pritrdil, pobrusil sem ga, da bo gladek, da bo lepo sedel. Zdaj gremo pa naprej. A ti palce imaš pa prištivane za? Ja, to je pa za rešetko narediti. Da bomo se v luft pekli. Ja, sigurno, da Ja, ne. imamo pa to so 8 mm. Kakšen je pa material to? Material je svetlo vrečen, eni zelo rad vidijo, da se svetijo, pa rosarji kupujejo, ampak na rosarji se meso prijemlje, na svetlo vrečenega se pa ne. Saj ne toliko. Zdaj pa skrivnost izdal. Ja, važno, da jo aparate kupovali ljudje, da jo sami delali. Tako je. Ja, no, lej, eno šipko, ki je krajša, imam za toleranco, bomo delali 8. A nastavitve na švas aparata si ste pustovski spremenil? Ja, Zato, ker je nastavitve spet malo sem drugače zdaj vse. pustil tole kar 4 mm, koliko je bilo prej. Ja, pa mi daj drugo zraven. Evo, Cipek, tle imam pa daj kufre, da bo kaj denar sprava, ki se služiva v teh kuriš. Kakšen denar to zgleda, da so ti dali naše lakirne pištole? Ja, sej, Ja, daj ga odpreti, da vidimo, najbrž mislim, da ni prazen. da vas finiširava. Ja, polej. Naša matnina že greje. Kvaj festaj. Sam do večera zdaj počakati, da mejhen se skledi, da bomo bolj pasal. V kaj pa mi že kakšne čevalpe gor vržemo. O, kvaj flitna. Cisterna ima dva konca, zato smo tudi dva kuriša naredili. Tamle enega že kurmo, tega smo pa na posnetka skup švasali, tega bomo pa podarili. Pa ne samo to, zraven pa še en švas aparat. Nagradna igra poteka na Facebooku. Sodeluješ pa tako, da lajkaš video, v komentarju označiš kolega, pa napišeš, kakšen projekt bo z njemu švasal. Za še več šans pa še pošeraj video. Jaz mislim, da se splača. Takle fajn kuriše lahko zadaneš, plus tole rešetko zraven, za kaj gor vršt, kar je pa bistvo, pa še en švas aparat zraven. Zmagovalca bom žrebal tale datum, tako da spremljajte. Srečno. Živ!